Prehajamo na 4. točko. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta DIP Nova športna dvorana pri osnovni šoli Frana Albrehta. Dokument identifikacije investicijskega projekta je objavljen v gradivu številka 4. Predlagatelj je župan, poročevalci pa Bogdan Pogačar, Boris Ravbar, Katja Kunstelj, Katja Vegel, Lidija Dovžan-Žvegla. Besedo predajam Lidiji. Lidija, izvoli. Hvala lepa. Se pravi, prvi v sklopu teh 3 dokumentov, ki bomo danes obravnavali, je DIP. To je v bistvu po uredbi mora biti pač kot prvi, kjer se predstavi, zakaj sploh gre, da je v bistvu kakšen program oziroma investicija se bo izvajala. Zdaj, tukaj je res zelo veliko že o sami vsebini povedal Bogdan. Namreč teh 5000 kvadratnih metrov športne dvorane je v bistvu zasnovan v enakem kontekstu, kakor je sama šola, ne, in bo v bistvu ta dvorana dala neko zaključeno celoto, celotnem kompleksu z zunanjimi ureditvami, se pravi športno dvorano, šolo. Sama investicija tukaj bo ravno tako ne bi bila sofinancirana na način občinski proračun, zadolževanje z kreditom in pa v tem primeru tukaj bo sofinanciran milijon iz strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Tukaj imamo v bistvu v samem DIP-u so povzeti te ključni elementi, se pa tudi to, da mi gradbeno dovoljenje za samo izvedbo že imamo, terminski plan je določen do konca leta 2026 oziroma pa že oktobra, s tem, da ker bo začetek prej, je tudi upoštevana že sama inflacija, imamo tukaj tako stalne cene, kot pa tekoče, ki inflacija tudi že vsebujejo, zato prihaja do rahlih odstopanj. V bistvu zdaj DIP je prvi osnovni dokument. Naslednji se navezujejo, tako da mogoče tlele toliko o tem samem dokumentu, pa bi pol kakšno besedo še naprej v investicijski oziroma predinvesticijski zasnovi, pa vprašanja, ki bodo sledila. Hvala lepa, Lidija, za obrazložitev. Odpiram razpravo. Svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ja. Robert Prosen, izvoli besedo. Še enkrat hvala za besedo. Jaz bom razpravljal na tej zadevi kar v celoti, da se nam potem več javljal. Najprej povem, tako kot sem že v prvi obravnavi tam razložil, zakaj bom podprl ta sklep, zaradi tega, ker sem za vse, ker je dobro za šport, tudi jaz za. Me pa drugače tole zadeva majčkeno bolj skrbi kot ta del, ki smo ga do zdaj obravnavali. Prečasno smo se pogovarjali, saj tako imam jaz informacije o graditvi dvorane v Kiku. Tam naj bi bili celo pripravljeni soinvestitorji zraven pristopiti, pa kakor sem slišal, tukaj posluha ni bilo. Zdaj gremo v investicijo 9 milijonov 400 tisoč evrov. Zanima me, ali bomo šli v to investicijo tudi, če ne dobimo teh nepovratnih sredstev v vrednosti milijon evrov. Potem smo pa slišali ob razložitvi, saj jaz sem tako razumel, da mi samo za en klub rešujemo težavo kamniškega športa. Da je dosti visok, pa da bojo lahko igrali. Ampak v Kamniku ni samo en šport, čeprav ga tudi jaz navijam za njih in sem njihov veliki fan, ni to nič proti klubu. Mi rešujemo težavo enega kluba, pa mogoče učencev v šoli. Imamo pa ogromno klubov, vemo, koliko v Kamniku primanjkuje prostorov za treninge ostalih klubov in društev, kaj šele, tako kot je tudi razložen, kakšen je plan, zakaj se to dela, za rekreacijo. Tukaj s tem ne pridobimo niti enega dodatnega dneva oziroma prostora za druge treninge, ne pridobimo niti enega dodatnega prostora za rekreacijo. Tako da je to tisti moj največji dvom. Bi pa vprašal, kako je občina razmišljala, če se to gre v to gradnjo,
v letu 2025 in v letu 2026 pomagati vsem tem klubom, ki bodo kar enkrat, ko se bo gradila ta dvorana, brez objektov, kjer bodo lahko nastopali, imeli tekmovanja in trenirali. Verjetno bo treba najeti kakšne dvorane, če se jih bo seveda sploh dobilo v drugih občinah. Pa me zanima, kakšno bi bilo tukaj razmišljanje, ali bo kakšna pomoč strani občine, finančna, ali kako se bo to rešilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo predajam Matiju Siter Močnik. Matija, izvoli. Ja, hvala za besedo, lep pozdrav z moje strani. V bistvu zelo lep uvod v mojo razpravo je že predhodnik naredil. Naj najprej izrazim eno veliko pohvalo pripravljalcem teh projektov, ki so, mislim, da v rekordnem času pripravili kar rekorden obseg projektov, kar je, mislim, da je dokazal v bodoče, da če je volja, se da. Bi pa mogoče, za razliko od predhodnika, ki je rekel, vse, kar je za šport, je dobro, jaz bi dodal, mislim, da ne za vsako ceno. Investicija, ki je pred nami, je ena največjih investicij verjetno v zgodovini občine Kamnik, glede na to, da je bila šola največja, je ta relativno blizu. In če se dotaknemo razlogov, ki so opredeljeni za investicijo, vidimo, tako kot je predhodnik tudi rekel, da se bolj kot ne nanašajo bodi si na en klub, bodi si na rekreativno rabo. Pri čemer rekreativna raba ali pa število udeležencev, ki bodo lahko koristili ta objekt, verjetno ne bo nič večje, kot je sedaj. Če se dotaknemo konkretno omogočanje hkratne vadbe večjim razredom, mislim, da to že obstaja. Pridobitev prostorov za izvajanje športnih, izobraževalnih in drugih prireditev, povečanja deleža športno aktivnih in tako naprej. Navedeno je tudi, da se povečuje višina za izvajanje več vrst športa. Se pravi, kateri so potem takem športi v Kamniku, ki trenutno nimajo svojih prostorov oziroma svojega športa ne morejo izvajati zaradi prenizkega stropa, in pa kolikokrat je višina stropa in kdaj je višina stropa predvsem problem. Govorimo mogoče o enih, dveh tekmah letno ali govorimo mogoče na tedenski ravni. Nadalje imamo predstavljeni dve varianti, se pravi varianto z investicijo in pa varianto brez investicije. Varianta brez investicije je praktično zaključena v enem ali dveh stavkih, kjer piše, da je neizvedba investicije pomenila, da se obstoječi objekt ohrani, povečali bi se pa stroški vzdrževalnih del, ki ne bi prinesli želenega učinka. Kakšen pa je sploh želeni učinek vzdrževalnih del, oziroma kakšnega učinka ne bi prinesli in v čem je to težava? In potem zgolj na kratko, varianta brez investicije ni sprejemljiva. Tukaj iskreno pogrešam razloge, zakaj je ta investicija nesprejemljiva. Kar se tiče same investicije, lepo je opredeljen, se pravi finančna konstrukcija, občina 2 milijona evrov, kredit 6 milijonov in pol, država 1 milijon evrov. Pogrešam pa kako časovnico tega kredita. Se pravi, na koliko let bomo vzeli kredit, kako ga bomo vračali in pa neko simulacijo z ostalimi obstoječimi krediti. Če se ne motim, mislim, da trenutno plačujemo okrog 1 200 000, 1 300 000 evrov obstoječih kreditov, k temu bomo verjetno dodali še nekaj 100 000 evrov. Bojim se, da bomo dobili jesen na mizo proračun, kjer bomo mogli zapirati milijonske luknje. Nikjer pa ne bomo mogli več vzeti. K temu ne bi pa še dodali energetsko sanacijo 5 stavb, in pa, kot smo slišali, obnovo knjižnice, ki bo tudi milijon ali več. Iskreno, pri taki investiciji resno pogrešam simulacijo ne samo jemanja kredita, ampak tudi proračuna, kako bomo mi v bodočih letih sploh zapirali proračun, ob dejstvu, da nas čaka še sanacija poplav. Nekaj splošnih, kar je tudi, mislim, da že Sandi omenil, tudi jaz sem opazil v gradivu, da piše izbrane prijave oziroma izbrane prijavljene investicije. Potem takem ni nujno, da bo ta naša investicija sploh izbrana za to sofinansiranje, niti ne, da bomo dobili celoti delež. Toliko za enkrat, no. Hvala. Dober dan. Hvala, Uroš, za vodenje.
spoštovane svetnice in svetniki, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Besedo ima Aleksander Uršič, izvoli. Ja, hvala za besedo. Lepo pozdravljen, gospod župan. Se bom kar navezal na vaš prihod, ko so rekli, da seje sveta iz Ljubljane prihajate. Mogoče bi bilo dobro, da se vzpodbudi oziroma da tudi to, da država ne pripravlja takih horuk razpisov s takimi kratkimi roki, ker pa se ne bo rabili na izrednih sejah dobivati, ne. Tako kot je bilo že rečeno, pohvala pripravljavcem, da občina Kamnik lovi te roke, ampak za take milijone, ki so v razpisu 20 dni rok, mislim, da je to nedopustno, pa eni že vnaprej vejo, pa so bolj pripravljeni. Tako kot sem prej že se navezal na tole našo ljubo, drago osnovno šolo Frana Albrehta z športno dvorano. Ujetniki smo enega razpisa izpred, mislim, da že koliko, 15 ali še več let. In ta dvorana, ki se zdaj razpravljamo, je tudi rezultat tistih načrtov, ne. In tudi jaz podpiram vse, kar je za šport, ampak se bom navezal na oba dva moja predhodnika, ne za vsako ceno, no. Ko je župan poklical za sestanek, da je razpis, da bomo milijon dobili, sem imel v mislih dvorane, ki so se v naši okolici gradile zadnje čase, Mengeš pa Trzin, ki je oboje tam okrog 6 milijonov. Bilo investicija, se mi je zdelo v redu, 6 pa milijonov, ok, ampak zdaj, ki je pa tukaj 9 pa 400, pa vemo, da je to ocenjena vrednost, pa ob teh časih, ki so, ki imajo vsi gradbinci dosti dela, jaz sem prepričan, da to pod 10 milijonov, če se gre, tudi slučajno ne bo čez prišlo, no. Tukaj imam vprašanje, kje so tukaj parkirišča, to, kar je bilo že povedano, ne. Ker to, kar smo zdajle, res, da je bilo v času gradnje pa vse zaparkirano, ampak to, da je na vseh zelenicah polno avtov, ki je imel večja tekma, ob dejstvu, da imamo pri zdravstvenem domu zvečer prazna parkirišča, ampak je treba ljudje tja usmeriti, kako je s parkingi pri tem samem projektu, pri dvorani, koliko bo na koncu parkirišč, ko bo zunanja ureditev športna narejena, pa dvorana, koliko bo sploh parkirišč v tej ožji okolici, me zanima. Sem pa v dilemi glede podpore tega projekta, zanima me tudi, a se bo šlo v zadevo v vsakem primeru, tudi če se ta milijon ne dobi. In pa še en poziv državi pa tako naprej, da končno začnejo razpise delati za take stvari, ki bomo občine kot investitorji saj DDV nazaj dobili, ker tukaj ga spet ne bomo, tudi če milijon dobimo. Hvala. Hvala, besedo ima Natalija Berlec. Lep pozdrav vsem skupaj, hvala lepa za besedo. Zdaj bom pa jaz majčkeno krajša, pravzaprav so vse svoje 3 predhodnike tule, moram reči, poklukam oziroma ravno tako izražam pa skrb. Seveda, ja, šport, kdo bi temu se odrekel, a ne, ali pa rekel pravzaprav ne. Ja, cena je pa res ogromna, no. Že s šolo smo imeli velike težave, pa smo imeli takrat vprašanje, a iti v ta projekt ali ne. Jaz sem takrat tako rekla, no, sama pri sebi, da če je vredno to enega življenja, če bi se, bog ne daj, zgodilo ravno takrat po Murphyju, karkoli, potem cena ni problem za šolo, ne. Tule zdaj, ko pa športno dvorano dejansko imamo, in če slišim, in ko slišim, da v bistvu bi bila lahko tudi nekje neka druga lokacija za to, jaz seveda vztrajam pač na svoji prvotnem tem, mene zanima vedno parkirišča oziroma prometa, ne. Tule je res, prometno smo zelo krhki tule v Kamniku, parkiriščni, tukaj, kar sem prebrala pri cilji investicije ali pa sami temelji, ravno tako lahko ponovim, tako kot je Matija pravzaprav rekel, ne. Vse te športni oziroma razredi pravzaprav že opravljajo pouk športne vzgoje, tako kot pač morajo. Verjetno ne delajo izven urnika pouka, tako rekoč, a ne. Tudi ne vem, da bi bila dvorana recimo mogla biti toliko polna, ali so zdaj na pol prazne, recimo, jaz ne vem, na teh. Pogledala sem noter tudi recimo, za kakšne najemnine pravzaprav to gre, no. Zdaj, če je bilo to tako malo naokroglo ali pa tako malo pavšalno, ne vem, za 800 evrov najem celotne dvorane,
ne vem, 46 tednov računamo, da bojo polne, pravzaprav, da bo polna ta dvorana. To se mi zdi izredno ambiciozno, no. Nekaj druga pa potem realnost, ne. In tako kot smo prej, tako kot je nekdo že tudi izpostavil, razpise bolj kot ne delam pri nas za en sam šport, a ne, pa z vsem spoštovanjem jih podpiram zelo, pa pravzaprav vse in tudi to druženje, a ne, ker šport nekako ena izmed stvari redkih, ki ne razdvaja ljudi, bi rekla, no. Da smo tam zelo družni, pozabimo na marsikaj drugega, no. Tako da se pa tukaj sprašujem po tej časovnici kredita, seveda, ki jo pogrešam tukaj noter, a ne. To ni kar tako, pa tudi če gremo pravzaprav isto, no, enako v ta projekt, ne glede na to, koliko dobimo, a ne. Noter res piše do 1 milijona, a ne. In izbrani projekti, ne, to ni nujno, da smo mi. Ampak po zakonu, če sem prav prebrala, ne bi bilo to pravzaprav od leta 2023 do 2027 ti razpisi, oziroma ministrstvo ne bi vodilo, ne vem, ali bo prepozno, če gremo mogoče naslednje leto ali pa se prijavimo na kakšna evropska sredstva, ne, mogoče bi pa tam dobili lahko več, a ne. Hvala. Hvala, besedo ima Jože Korošec. Ja, hvala lepa za besedo, sem že prej rekel, da se bom pa še enkrat oglasil pri tej točki. Če sem seveda z veseljem potrdil prejšnjo točko, imam tudi jaz kar nekaj oziroma dileme, vprašanj in vsekakor so to finance, ki, kot je že rekel ali Sandi ali pa Matija, eden največjih projektov, se pravi v zgodovini občine Kamnik, poleg šole, pa mogoče še tiste povezovalke, pa tudi mislim, da ni bilo to toliko takrat. Vsekakor v tem primeru več kot 10%, se pravi, ne moramo dobiti iz države. No, to je maksimalno, oziroma to je maksimalno, kar lahko dobimo, v tem primeru se pravi za to športno dvorano. No. Pridobili bomo seveda 1 meter višine, pa 1000 gledalcev več, to kar je vse. Ta dvorana je res stara, ne vem koliko, jaz mislim, da se spomnim še, ko so jo delali, no. Ni še toliko čudnesta. No tako, se spomnim, smo v šolo hodili tle v Kamen, pa so jo delali. Zdaj seveda podarili bomo to dvorano, ki je zaenkrat seveda še dosti funkcionalna, dobra. Po drugi strani seveda potem zgradili neko moderno dvorano, seveda cena je pa tista, ki me najbolj pri tem skrbi. Predvsem zato, ker v luči, se pravi, vseh ostalih investicij v občini Kamnik, ki so seveda še potrebne, ne. Kredit tudi ni, ne vem na koliko let, ampak pričakujem nekje seveda od 500 do milijona na leto, kar je kar velik zalogaj za proračun. Po drugi strani sem potem razmišljal, mogoče bi bil kakšen drug objekt za 2 milijona, 2,5, pa bi dobili do milijona isto, pa bi bil mogoče, ne vem, kaj še potrebujejo športniki v občini Kamnik, seveda dvorana je večnamenska in je predvsem za odbojko in pa za šolo. Se pravi, kot sem pa že prej omenil, poplave, ki so bile v lansko leto, zdaj bo 1 leto že kmalu, no, kar se je to zgodil, no, mislim, da je takrat, kar se je potekala sanacija, intervencija, vse super, zdaj, kar je pa naprej odziv države, seveda je pa to verjeten druga plat te zgodbe. Če se sam navežem, ne vem, za kmetijske površine, se pravi, do zdaj mislim, da ni bilo še nič nikjer odobren, mislim, ne strani države, ne strani občine. In bi tudi, če to do jesen se ne nič rešil, se pravi, mnogo parcel ima še nedostop, se pravi, do voznih poti, do svojih parcel kmetijskih površin. Razni mostovi so odnešeni, tako da tle mislim, da bi mogla tudi na ta način pristopati in ne se potem čuditi, če bom vsem predlagal tudi kredit pa inih 4-5 milijonov, da se te zadeve uredejo in upam, da bo tudi takrat, da boste potrdili za, ker če imamo potem za te zadeve, bomo tudi tam potem imeti, razen seveda, če bo država primaknila svoj del, ampak kar pa težko verjamem. Se pravi, vsekakor sem v dilemi, zato bi mogoče pred glasovanjem potem še, da županki spregovori, a pa, da se pač dobimo vodje svetniških skupin, da se še enkrat zadevo malo predebatiramo za 15 minut in pa da se potem odločimo. Hvala. Hvala. Preden dam poročevalcem besedo, mogoče par besed zdaj. Tukaj je zdaj odločitev o tem, ali Kamnik rabi novo dvorano, ali je ta dobra. Zdaj, če vam jaz povem, hodim na sestanke vseh ravnateljev, pa z vsakim ravnateljem posebej in na zadnjem sestanku z ravnateljico
Frana Albrehta je bilo jasno izpostavljeno, da pač konstrukcija te dvorane ni več dobra in da na nek način bo treba jo resno sanirati, če se jo lotimo. Zdaj, če jo bomo poflikali, bo na nek način ta bi obstala, ampak dejstvo je, da ta dvorana je za vrhunske tekme odbojke preniska, da je pač na nek način tudi ne zadostuje vsem drugim potrebam, ki jih Kamnik na področju športa rabi, od nekih dodatnih dvoranc pa prostorov za neke druge športe, ki zelo odkrito želijo nekih površin za to, da bi lahko trenirali svoje najmlajše in pa predvsem tudi za to vrhunsko odbojko, katero roko na srce, bolj kot občina podpirajo tudi podjetja v regiji. Tako da, če bi ta podjetja nehala podpirati ta naš šport, verjemite, da bi mi, ko dajemo okoli 500 000 na leto, je to dobršna četrtina, kar se da za šport v občini Kamnik. Torej, 3/4 dajo pa še kakšni drugi. In zato smo na takem nivoju, kot smo. In če rečemo, da je to za nas v redu, lahko tudi imate tako mnenje in je najbrž tudi razumljivo, ampak če se za to odločimo, da je to v redu, pol ne govoriti v prihodnjih 5-10 letih, da bi pač želeli novo dvorano. Ker tega sofinanciranja nekje v prihodnje ne bo. Zdaj je do polovice vrednosti oziroma maksimalno do 1 milijon. Ne 10, mislim, tukaj v tem primeru bo to najbrž nekih 20%, jaz upam, da se bojo te cene na koncu, ko bo prišlo do realizacije, še znižale, ne povišale, da bomo s tem, ko bomo dali investicijo na trg, da bomo dejansko dosegli nižje cene, kot so sprva predvidene. Prav veliko najbrž ne, ampak na nek način v tem okviru ali pa kaj nižji. In zdaj lahko dobimo 1 milijon zraven, če te rekli ne, se zavedimo te odločitve, da pač na nek način bomo mogli nekje v prihodnje, če se boste za to odločili, celo sfinancirati sami. Zdaj lahko dobimo 10%, mislim, do 1 milijona zraven. Jaz verjamem, da ta 1 milijon bomo dobili. Če tega 1 milijona ne dobimo, se bomo takrat odločili ponovno. Ali gremo kljub vsemu v to stvar, ali pač bomo rekli ne, ker nismo dobili zraven, pač se v to ne gremo. Zdaj le štartamo na to, da dejansko bomo ta denar zraven dobili. Če ga ne bomo dobili, če ne bomo uspešni, se bomo takrat odločili ponovno. Glede tega, kar si ti, Sandi, rekel o tem, da ima država kratke roke, se strinjam. Jaz se bojim, da je bilo to naštimano za določene in da pač so mislili, da drugi ne bomo skočili, pa smo. In tukaj res je ena velika hvala Bogdanu, Lidiji, Katji Vegal in pa v celotnemu mojim sodelavcem na občini Kamnik, ki so tako v enem tednu sestavili vse skupaj in da se lahko prijavimo. Glede parkirišč je zgodba taka, da vemo, da je tam nadol zadeval tam, kot je, da nekih velikih prostih površin ni, da pa si želimo narediti garažno hišo pri zdravstvenem domu, pa imamo en kup enih problemov in z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ker se potem ne bo videl na kapelco na Mali grad in tako naprej. In tukaj se borimo z raznimi mlini na veter, ki nam določene investicije stojijo zaradi tega. Pa verjamem, da jih bomo pripričali, ampak čas rabimo. Tako da, kar se tiče dodatnih površin, bojo lahko pri zdravstvenem domu, ko dobimo vsa soglasja. Zdaj, zaenkrat je pa najbrž vam bolj povedano, da se bo pač nekaj parkirišč zagotovil na parkirišču, ki je zdaj pri dvorani, nekaj jih bo dodatno na povezavi od Šolske do Kajuhove, nekaj jih bo pa pod Metalko noter zgrajenih. Kar se tiče ostalih stvari, boste pa najbrž dopolnila še Lidija pa Bogdan. Pa dam najprej besedo Bogdanu, kot vodi investicije. Hvala lepa, hvala za vprašanje. Upam, da nam ste bili kar izčrpni, upam, da nam kaj pozabo, če ne pa še dodatno. Gospod Prosen, ta dvorana vsekakor ni samo za en šport. Da sem izpostavil pač kriterije, da ustreza določenim, se pravi za odbojko kriterijem in kjer rang spada, je zato, ker sem včeraj dobil informacijo, da so se vsaj 3 občinski svetniki zanimali pri predsedniku kluba, če smo usklajeni, če to ustreza in tako naprej. Tako da zato sem izpostavil, da ne bi bilo dvoma. Z gospo Jončesko sva včeraj se srečala v Kamniku, sva se tudi o tem pogovarjala, pa ona ni ena izmed teh 3, tako da ne pomote. V glavnem zato, da ne bi dodatno odpiral neke, ki bi rekel, da je 9 metrov, pa da dvigamo koto, da ne bi dodatne razprave odpiral, sem to pač predstavil, da to za odbojko ustreza. Vsekakor pa to ni samo za odbojko. Ta dvorana pač bo dobila noter v bistvu tudi fitness, ki bo ločen od dvorane, pa ločen od šole, ki mu bo posebej vhod.
določene površine za športe, ki niso iz žogo, recimo, ne. Zdaj imamo stalne pritiske za judo, za druge borilne veščine, da nimajo svojih prostorov, pa da imajo neustrezne prostore, zdaj ne vem, a jih imajo, jih nimajo, to ne znam presodo, ampak to je tedensko so pritiski, da določeni športi, ki so se na novo v Kamniku pojavili, nimajo svojih prostorov. Ko je bil podžupan Uršič pač za družbene dejavnosti, sva tudi o tem velikokrat govorila, da bi mogli imeti pač nek rang, kaj Kamnik podpira, kaj ne podpira, kjer je športe, ker športov na svetu je veliko in pač tudi idej ali pa posameznikov, ki se bojo v Kamniku s določenimi športi različnimi ukvarjali, je več in pač, ja, tega pa pač nimamo in zato je treba tudi te prostore zagotavljati. Se pravi, kar hočem povedati, da ni to samo za en klub. Res je, da je to na lokaciji že obstoječe dvorane. K9 šole so v bistvu cele tako zastavljene, da se ruši obstoječe objekte in gradi nove. Pač to ni od danes, to je od leta 2007, to smo že velikokrat povedali. Nismo ujetniki tega, smo določene stvari tudi spremenili. Če bi gradili šolo, ker sem danes slišal vsaj petka, da je bila draga, ja, če ne bi delali racionalizacije, bi bila pa še 5 milijonov dražji, ker bi se tudi na tisto racionalizacijo, ki je bila narejena, še podražitve obračunavale. Vsak, ki gre v trgovino, plača, ne vem, vsak artikel kilo masa več, kot je plačal 3 leta nazaj, to vsak ve. Tako da pač temu se nismo mogli izogniti. In dosti drugih stvari se pa tam podražili ni, a ne. Se pravi, zgodile so se podražitve in podaljšanje. Imeli smo z izvajalcem tako, bom rekel, slabo izkušnjo, upam, da smo se iz tega kaj naučili, ker če se nam pa to zgodi na tej športni dvorani, to pa bo pač katastrofa. V glavnem, ukolikor ne bomo uspešni na razpisu, seveda ne bomo šli tega graditi takoj zdaj. To je jasno, da ne bomo gradili zunanjih površin, zaključili in tako šli športne dvorane. Vemo pa, da Kamnik športno dvorano potrebuje, saj jaz sem tako poslušal tudi iz predstavnikov Športne zveze, saj od leta 2008 naprej poudarjajo, da bazen in športna dvorana sta številka 1 pa 2. Tako da jaz ne vem, če je bila takrat, če je danes stara, ne vem, koliko ste rekla, Ivanka, 44 let, 16 let nazaj je bila stara 28 let. Toma Brejca šola je stara 10 let, zdravstveni dom je bil v leta 90, pa tudi vemo, koliko je bolj danes stara, ne pa 30, se pravi. Zdaj, ne vem, da vemo, o čem se pogovarjati. Če smo leta 2009 pa do 2019 pridobili 3 gradbena dovoljenja brez DIP-a, ki ga zdajle sprejemamo, a pa obravnavamo, se tudi vprašamo, če je to normalno. 3 gradbena dovoljenja smo pridobili, mi pa ne vemo, a bi šli v dvorano, a je potrebno, a ni potrebno, a bi jo rekonstruirali. Pol en je prišel, pa je rekel, da bi jo ne novo gradil, da bi jo rekonstruiral, ta drugi je prišel, pa je rekel, da bo preveril, če je to dobra armatura, pa je gotovo, da ni dobra armatura. Glejte, jaz sem pripeljal projektante tja, ker sem tudi želel, da čim se naredimo. Kot sem rekel, so pogledali ovoj stavbe, ugotovili, da če grejo ovoj stavbe, rabimo novo gradbeno dovoljenje, to vemo, kva pomeni, pa ni to problem, ampak cenovno ne bo velike razlike. Mengeš, Trzin, ta dvorana bo lih toliko Mengšu po Trzin na kvadraten meter. Daj samo odvisen, koliko imaš kvadratnih metrov, pa koliko imaš sedišč. Vsako sedišče prenese toliko kvadratnih metrov, toliko zunanjih površin in te zadeve. Zakaj je Toma Brejca cenej od Frana Albrehta? Ja, malo zato, ker se je s časoma podražil kvadraten meter, malo pa zato, ker tam ni zunanjih površin. Tam nimajo niti lastnih parkirišč, tam nima nič. A veste, zdaj mi gradimo s temi zunanjimi površinami tudi za tja. Ja, valjda, da je to dražje, če imaš parcelo 2000 kvadratov, pa jo uradiš, ali pa če v bloku stanovanje kupaš. Verjetno, da je to razlika. Tako da vemo, o čem govorimo. Jaz nočem izzivati, ampak hočem pa odpreti pač oči, da vemo, o čem govorimo. Ali bo dvorana kdaj cenejša? Bo kdaj cenejša za zgraditi kaj danes? Dej, če jo potrebujemo, pa če dobimo sofinanciranje, se je splača to narediti, ali pa drug let prijaviti. Če mi te dokumente sprejmemo DIP, pa če ne bomo pač na razpisu uspešni, ali pa če bomo ugotovili, da to za nas ni ugodno, se pač ne bomo podpisali pogodbe. Pa gremo razkirati, pa bomo se ne drugič prijavili. Sam po nam nav treba dokumente sprejemati pač spet na izrednih sejah. Ne? Saj nam napaše, da smo mogli po noč delati
da lahko tle na pol, da na hit pripravljene projekte prenesemo, a pa dokumente, pa da probamo ujeti pač razpisne. Mi, če bi imeli DIP pa PIZ potrjen, recimo tudi čez leta 2014, ki je bil ta drugi gradbeni dovoljenje izdan, bi to veljalo, ne? Da on sam še potrjeval, pa bilo to lažje. Hočem reči, da bomo prišli na drug objekt, ko se bomo spet enkrat prijavili, bomo prišli do bazena, tudi nimamo DIP-a. 16 let govorimo, spletne strani obstajajo, z mednarodnimi ne vem kakšnimi strokovnjaki, ki govorijo, da v Kamenki rabimo bazen. Seveda ga rabimo, sam DIP rabimo ta prvi, da vemo, kje ga bomo naredili, za koga bomo naredili, približno za koga. Ali je to Podskalca, je to Osnovika, je to Volčji potok, je to z Domžalanske, jaz ne vem. Sam DIP je tisti prvi dokument, ki se z njim srečamo. Pogremo pa naprej. A ne? Jaz sem tudi včeraj predsedniku odbojkarskega kluba. Za mene je dvorana dobra. Sem jo še not pogledat, površina je še najboljša. Garderobe, hodniki noter, prezračevanje čez hodnik, da tisti, ki je malo večji, se zaleti noter. To pa ni v redu, a ne, tisti ni v redu. Sama površina za igro dole pa v redu. Sam, koliko časa, je to lahko še 20 let? A ne? A je še 20 let lahko dobra? To se moramo zdaj odločiti. Zdaj je še dobra. Sam potem rečemo, ok, tega naravno, tako je župan rekel, pa narečem je za 10 let, mogoče za 5. Sam treba je zamenjati, se pravi, oblogo na stropu. V vsakem primeru. Se pravi, če se ne gre v to, šola, podravnatelj, to nam spošiljajo. Treba je svetila zamenjati. A ne? Ta prikazovalnik rezultatov smo že zamenjali. Se pravi, treba bo začeti v dvorano vlagati, ne glede ali je ali je dobra, ali ni dobra, to se moramo pač odločiti. Drugače pa zaenkrat, ljudje bojo noter odraščali, koliko so, ne vem, meni zdaj za šolo rečejo, hvala Bogu, je te naredili, sam imam pač sodelavce, ki so stari malo po 30 let, pa pravijo, že nam so jo obljubljali. A ne? Tam se pa srečamo. Zdaj je to tako. Verjemite, da ta projekt ne bo enostaven. Tudi če ga vi potrdite, nas bo pa še naprej glava bolela. A ne? Zato, ker pač je tudi terminsko bo naporen, ampak da se ga pa narediti. A ne? Se pravi, ne vem, Brod Vižmar je, tudi vam povem, se pravi 6,5 milijona, sam te cene, ki govorijo, veste, ki pa pridem, pa gotovijo, ja ne, se to je brez davka. Pa prvo se moramo to zmeniti, ne? Ker jaz, kot naročnik, ko gremo v trgovino, mene cena brez davka ne zanima. Jaz pa z vsakmo projektantom, z vsakmo podjetnikom, ki se pogovarjam, 6 milijonov, v redu, tokle na kvadraten meter, pa grem, pa zvem, da je to brez davka. Jaz moram davk plačati. Sam ti to, kar si ti rekel, da bi država dala občinam nazaj. Ja, pa to bi bil najboljši ukrep, nobenega razpisa več ne rabimo. Najboljši ukrep je to. 22%, več ko boš naredil, več boš dobil. To je najbolj. Sam nismo še tam. Zdaj, če želimo na ta razpis se prijaviti, pač potem je treba, potem je fajn, da to potrdite. Sem pa rekel, do oktobra se bojo PZI izdelali in tukaj imamo še možnost, da zmanjšamo. Jaz nam rekel to na pol, ker to se ne da. Na pol se to ne da. Da se pa recimo reči, ok, v drugi etaži, to na vencu, gor bojo prostori. Se pravi, spodi bo pritličje, bo dvorana, potem bo šla pa gor tribune, zgori bojo pa, ker je to tako visok, bojo pa prostori par strana, ne. In se pravi, fitness, ne vem, kabineti, ena manjša dvorana, ne vem, za ples, za druge zadeve, za aerobiko in za tako. Zdaj te prostore pa možno pač bogato narediti, pa osiromašati, ne. Tam se da to prešparati nekaj, ne. Sam mi načrtno nismo hoteli tle reči, da bomo pa naredili za 7,5, pa bomo pa imeli tako, kot pri šoli, bomo pa rekli, da zdaj pa toliko podražili. Ne, zdaj smo dali toliko, da smo na varni strani. PZI je, se pravi, tam, ko bomo pa ceno dejansko projektantsko vam dobili, tam bomo pa, in to sem tudi rekel, da to vam bom predstavil, pač še vedno sem vam, še vsako toliko težko, pa verjemite, da to ni enostavno. Prijeti pred 30 ljudi pa povedati pač nekaj, da to ni enostavno. Sem se že malo navadil, a veste. Tako, to vam bomo sigurno predstavili. Tudi izredna se je bila sklicana na način, da je bil v bistvu kaj en kolegi narejena. Jaz se ne spomnim to, da je bilo kdaj narejeno. Ampak to zato,
ker sem bil sam svetnik in vem, da to ni v redu, da dobiš gradivo in da dobiš zadolžitev za občino ali pa ne vem kva po mailu, če češ priti, če češ potrti ali pa ne. To pač ne govorimo zdaj o tem. Res, da je kratek rok, ne govorimo pa zdaj o tem. Pač pristop je siguren tak, da ta komunikacija bo vsekakor odprta. Gospodu Sitar Močniku, seveda ne za vsako ceno, ne. Mi bomo šele s PZI-jem videli, koliko je ta realna cena in tukaj bomo aktivno delali za to, da bo cena nižja. Za višjo pač jo ne bomo delali. Ne. Mi za 10-12 milijonov dvorano pač ne bomo delali, to je res predrago. Ne. Za te dodatne sem povedal, za vzdrževanje sem povedal, za gradbena dovoljenja sem povedal, po mojem, da so se takrat odločili za to, kar smo jo rabili. A pa se en tako, ne vem, zakaj so se pol tako odločali. Ampak možnost imamo zdaj pač na to se prijaviti, če ne bomo uspešni, ne bomo zdaj to delali. Ampak določena sredstva v vzdrževanje, v investicijsko vzdrževanje bo pa v vsakem primeru treba vložiti. To pa zagotovo. Hvala. Hvala Bogdan, še gospa Lidija Dogan-Žvegla, izvolite. Hvala za besedo. Jaz bi mogoče, ker ste lih me za Mengšom, za pač dvorano v Mengšu spodbudil, pa bom rekla tako, mi smo delali, oziroma jaz sem delala investicijsko za Mengš v 2019. Se pravi, to je bilo, vmes je kar nekaj inflacije bilo vmes, ampak pustimo inflacijo, pa vse to, kaj se je vmes dogajalo. Mengš, dvorana 2700 kvadratov površin. Naša dvorana 5000. Se pravi, če v bistvu samo pogledamo razmerje ene dvorane pa druge, pa obe sta bili so v bistvu delali na razpisu, se pravi, arhitekturni razpis je bil na tečaj. Tako za Mengš, kot za našo dvorano. Se pravi, ni bil noben, da smo hoteli nekoga ne vem, pač saj se razumemo, kaj tako. No, to sem hotela povedati, pa v bistvu to na odgovor, zakaj ni kredit znotraj tega dokumenta. Če bi jaz hotela kredit, se pravi, s kakšno obrestno mero, kakšna ročnost, pa to, ne bi mi rabili dejansko kar nekaj časa, da bi v bistvu dobili neko pametno ponudbo, zbrati najugodnejšo, ali pa saj informativne ponudbe. Žal res tega časa, od takrat, ko sem jaz dobila, da moram pripraviti, pa da bi recimo samo občina lahko v to kratkem času dala mi podatek za ta kredit, ga res ni bilo. Res pa je, da tako, kot je rekel Bogdan, zdaj se, pač jutri je rok za prijavo. Prijavljate se in potem bojo oni, tako kot sem prej rekla, točkvali in kolikor bo občina upravičila teh sredstev, dobi ta milijon, oziroma če bi bili na meji, pač toliko manj. Ko bodo narejeni PZI, se potem pogleda investicijo in se lahko naredi novelacija in se takrat oziroma da še neka dodatne, točno se določi, to bomo mi dobili, toliko so bili PZI, toliko je potem v bistvu, toliko je kredit in se da lahko neke dodatne obrazložitve oziroma izračuni in se to napelje noter. Zakaj pa jaz nisem, zakaj sem pa dala tam v bistvu v DIP-u investicija brez, ni primerna, pa ravno v bistvu iz tega razloga, ker po vseh teh podatkih, po vsem tem, kar smo se pogovarjali, pa kar sem tudi jaz dobila, je trenutna dvorana, ja, je delujoča, saj smo tudi naši otroci noter igrali košarko, pa smo imeli tekme po to, ampak, to je, gledamo dolgoročno, in zdaj, če mi razmišljamo, ne vem, da dvorana stara skoraj 50 let, pa nadaljnjih 50 let najbrž ne bo, se pravi, bo v tem času potrebno nekaj narediti. Zdaj imamo možnost to narediti tako, da bo v bistvu zgledali, da bo v bistvu Kamnik, kdorkoli bo prišel na to tekmo, bo to na evropskem nivoju, na slovenskem nivoju, da pač nekaj bo zgledali, ko bomo zdaj zgledali. Če boste šli v gradno ali pa kasneje, bo to spet mogoče neka, ne vem, drug pristop, če boste pa šli na drugo lokacijo, kakor se pač povzemali, mislim pač dali ideje, pa spet ta dvorana, ki tukaj je, jo je treba popraviti. In zdaj bo spet dodatni stroški za samim pač
obnavljanjem, popravljanjem, pa nikoli ne bo tako, kot bi mogli biti. Še Bogdan, izvoli. Ja, hvala Lidija, da si me spomnila na to drugo lokacijo. Lokacija v Kiku, a ne, o katerem smo govorili, pa v kateri naj bi bili sponzorji, verjetno spet tudi enega kluba ali več klubov, jaz ne vem. Ampak jaz imam tukaj to projektno nalogo, a ne. Ne vem, kako da nismo prišli skupaj, pa da imam jaz le njihovo projektno nalogo, a ne. Tukaj se pogovarjamo, tukaj usklajujemo, ampak to je izključno dvorana za šport. Se pravi, mi govorimo zdaj o šolski dvorani, ki bo namenjena tudi za športne tekme, zato dokler te dvorane ne bo. A ne? Dokler tele športne dvorane ne bo, v Kiku vemo, da je treba sprejeti se pravi OPPN, a ne, koliko časa ga v bistvu sprejemamo, tudi vemo, kaj treba še vse narediti. Vemo, da v tem spodnjem delu pač imamo neke, ne vem, kakšne že multiterminale, prometne terminale, tako da to še treba vse spremeniti, zato da bo tale dvorana lahko tam zaživela, stala. Ta dvorana se bo financirala, če bo prišlo do tega, se pravi, zgraditi gradbena dovoljenja je treba dobiti, se pravi, do 2026, zato da bo možno zgraditi do 2028, do takrat, ko je tale razpis za šport, ali pa zakon za šport v bistvu sofinancira te objekte, se pa to iz sklopa 3 financira tisto, ki je za panožne zveze. To pomeni, da bi ta objekt mogel biti pa res namenski, se pravi panožna zveza za odbojko, bi mogla dati temu objektu, da je to regijski ali pa državni center za priprave pa to, in potem bi ta objekt lahko dobil sofinanciranje. Ja, verjamem, da nimamo dodatnih površin, samo kje smo pa zadnje dodatne površine v Kamniku naredili? Ne? Vse, kar smo naredili, smo obnovili, smo dodali neko kvaliteto, prav nekih dodatnih pa nismo naredili. Pa na te projekte, ki jih zdaj imamo, pa za 15 let nazaj jih zapiramo, tudi jaz ne vidim, da je bila kakšna dodatna. Tako da, gospod Porsen, jaz vam to projektno nalogo lahko pokažem, kriterij bo isto, rang tekmovanja bo omogočen isti, kakor je tukaj. Občina bo pa tam sodelovala, če bo sodelovala z zemljiščem. Vse ostalo, jaz ne vidim, da bi mi tam financirali lahko še eno dvorano. Se pravi, če bo investitorji, če bo panožna zveza zrihtala v bistvu sredstva, mi pa damo pač zemljišča iz OPPN in pol bo ta dvorana tam stala, vemo pa, da to še v kratkem času ne bo. Hvala. Hvala. Zdaj preden še kdo sam mogoče glede tega, če ni bilo jasno. Zdaj, ko mi se bomo jutri prijavili na razpis, jaz verjamem, da bomo uspešni, in če ne bomo uspešni, se bomo zopet pogovorili, ali gremo brez tega v izgradnjo ali ne. Bi pa mogoče sam spomnil na tisto zgodbo, ko smo prijavljali sofinanciranje šole Frana Albrehta na Ministrstvo za šport, in tam smo žal padali ven iz sofinanciranja, pa je bil Kamničan predsednik vlade, pa smo padali ven zato, ker nismo bili v Triglavskem narodnem parku, pa nismo imeli romskih skupnosti, pa ker nismo bili obmejna občina. Pa takrat nismo dobili 2.300.000, pa je potem prišla nova vlada, pa je rekla, kar vse bomo financirali. Tako da glede tega in so financirali tudi naš projekt. Tako da glede tega, ali bomo uspešni ali ne, je še zelo relativno, vse skupaj verjamem pa, da tokrat bomo, ker prejšnji so bili pač razpisni pogoji taki, da dejansko smo mogli biti v Triglavskem narodnem parku in ne vem kje vse, in takrat nismo bili učinkoviti. Zdaj teh razpisnih pogojev nekih res ekstra ni in verjamem, da bomo uspešni na razpisu in bomo ta milijon dobili zraven in da zdaj ga bomo, potem vprašanje kdaj spet. Še kdo? Besedo ima Natalija Berlec. Hvala lepa. Še nekaj bi rada poprašala. V tem času, ko se to pač ta športna dvorana podre, kam grejo vsi ti klubi, športne dejavnosti, šola oziroma pouk šole in tako športne vzgoje in tako naprej? Hvala. Hvala. Besedo ima Sandi Uršič. Ja, hvala za besedo. Jaz sem bil eden izmed tistih 3 svetnikov, ki je klical predsednika odbojkarskega kluba. Ravno s tem namenom, ker sem slišal, da potekajo pogovori o tem projektu, ki je bil tam le slišan. In časovnica tega projekta mi je razlog več, da
danes ne podprem z tega vsega skupaj tega hitenja za milijonom, ne. Ker če se to sprovede, kaj pol bomo imeli v bistvu po, ne vem, 20 letih, ko nismo imeli ustrezne dvorane, pa leta 2028 2 dvorane, ki bo ta pravga ranga za Euroligo. Kar pa še potrjuje po tisto mojo glavno skrb, da bo v vsem tem času denarja ne bo za tisti projekt, ga je tudi že Bogdan omenil, da je ves čas projekt 1 pa 2 in tudi vedno je 1 bazen, 2 dvorana, ne. Mogoče je sreča v tem, da imajo Domžale zdaj razpis objavljen, tudi to investicija 11 milijonov in da bo mogoče v Domžalah prej pokrit bazen z balonom kot v Kamniku. A pa zelo verjetno, da bo in pol se bomo vprašali vsi skupaj, a rabimo še sploh tukaj razmišljati o pokritem bazenu, ker moje današnje razpravljanje ni bilo namenjeno temu, da pa mešanju državne politike, vse to, pa kjer Kamenčan je kaj dal, pa kjer ne. Imeli smo jih, pa imamo jih toliko v Ljubljani, da bi lahko že zavzeli se za to, da bi davek se odbijal, pa bi nekaj konkretnega naredili. Ampak namenjena je bila temu, da razpravljamo o tem, da sploh vemo, kaj hočemo v Kamniku, ne. Ali eno dvorano, ki je v osnovni funkciji šolska, pa jo zdaj po tem projektu delamo za Euroligo. In če bi rabili šolsko, tako kot v Mengšu pa v Trzinu, bi bilo to 6 milijonov, ker ne bi rabili vsega tega, kar je v tem projektu. In a je to ta prava lokacija za to dvorano, to, kar smo se že takrat pogovarjali, a je to pametno, da imamo 2 šole, eno zraven druge, ampak to so zdaj dejstva. Pri dvorani imamo pa čas za razmislek, ne. Naj nam ta milijon država ne bo zdaj nekaj, kar rabimo hiteti. In tukaj me zanima še ključno, ali mi moramo oba 2 projekta prijaviti na razpis, ali lahko prijavimo samo zunanje površine, pa za dvorano si res vzamemo in čas za razmislek, pa se odločimo, ker dodatnih športnih površin, se pravi s to dvorano ne bomo dobili, ampak jih bomo dobili ne dodatnih športnih površin, ampak dodatnih športnih terminov. Se pravi, mi imamo problem v dopoldanskem času, Frana Albrehta je šolska dvorana. Se pravi, športi, ki že potrebujejo dopoldanske termine, to je odbojka, se morajo voziti v sosednje občine, športi, ki bi pa mogoče tudi za svojim razvojem potrebovali, pa v tem sploh ne razmišljajo, ne, ker Hvala, besedo ima Robi Prosen. Hvala še enkrat za besedo. Najprej razjasnimo, jaz seveda sem za to, da dvorana bo. Do danes, dokler ni mi Bogdan razsvetlil oči, kako je rekel, nisem točno vedel, kako je s tem. Na ulici se govori marsikaj, da so bili pogovori za dvorano v Kiku, pa da niso bili pogovori za dvorano v Kiku, pa da jih noben ne posluša oziroma jih ne sliši. Zdaj mi je povedal, da nekaj projektna dokumentacija je pripravljena oziroma naj bi tako bilo. Tako da jaz mislim, da tisto, kar je najbolj važno, pa kar je tudi že Natalija vprašala, kako bojo klubi drugi v tistem času delovali, ko bo gradnja te dvorane, kako bo občina k tem pristopila, kako jim bo pomagala, da bojo lahko preživeli te 2 leti, če se bo ta gradila, in pa kako bomo pridobili dodatne termine za vse druge, ker zdaj trenutno je pomanjkanje, to je tudi Bogdan povedal, od Žuda pa do, ne vem, vseh ostalih klubov, ki so v Kamniku in ne vem, če pa selekcioniramo, seveda pol je odbojka, pa da nam spet nesramen, verjetno pa ni nogomet, pa je bilo največ investicij v nogomet v zadnjih 5 letih. Hvala. Hvala, besedo ima Karla Urh. Tudi z moje strani lepo pozdravljeni, tudi mene teh 10 milijonov kar močno skrbi, kako bomo mi v teh težkih časih tole vse skupaj uspeli plačati oziroma zagotoviti sredstva, da bodo se za to nekako namenila. Že zdaj imamo kredit za šolo, 500 tisoč glavnice, 400 tisoč kredita, to smo slišali ni dolgo nazaj in to so res cifre, da te glava peče in je res mogoče treba malček razmišljati o tem, glede na to, da je en objekt, pa da ga v bistvu zdaj poderamo in smo brez objekta.
Tudi mogoče razmišljanje Bogdana, da je treba v objekt vlagati. Vse konec koncev, tudi ta objekt, ki stoji, ima najemnino. Neke cene se tudi oblikujejo in se plačujejo. Jaz mislim, da se tudi ta sredstva nekako prihranjajo ali pa varčujejo na nek način, da se vlaga nazaj in se obnavlja zadevo. Zdaj, gabariti površin so res veliki, a ne, ampak jaz ne vem, no. Meni je to ogromna cifra, poleg tega me pa močno skrbi, ker sem že večkrat rekla, parkirišča in še enkrat parkirišča, kjer jih ni za eno tako veliko, bom rekla, prireditev ali pa športno tekmo ali kakorkoli že, ni parkirišča, no. Nimaš kje avto pustiti, to je dejansko. Že zdajle recimo tudi mestne lekarne se bodo delale, hvala Bogu, da se tisto uredi, ampak parkirišč ne bo več, jih bo manj, jih bo manjkalo, ker jih že zdaj manjka. Vam povem, je kriza res na vseh področjih in tle jaz mislim, no, da bi bilo bolje počakati, kot pa se zagnati v to, ker kako bomo mi to vse skupaj tudi odplačevali, ker konec koncev jaz sem si pregledala tudi rebalans proračuna, sredstva, ki so bila namenjena za energetsko sanacijo, ker zdaj ni gor, ne vem, kako bo to zdaj, računamo na to, da bomo dobili evropska sredstva, vendar vseh ne bo. Mislim, jaz ne vem, a ste si to pogledala, kako, mislim, mene predvsem skrbi, kako bomo mi to plačali. To, hvala. Hvala. Zdaj glede parkirišč, pri lekarnah jih bo 28 dodatnih, ker jih zdaj ni, jih ni nič, jih bo pol skoraj 30 tam. Tako da vsaj nekaj več. Besedo ima Jože Korošec. Ja, hvala še enkrat za besedo. Se pravi, imam vprašanje, kdaj ne bi se pričakoval odgovor iz tega razpisa, je kakšen rok določen? Pa drugo vprašanje, prej Bogdan, ki si rekel, v vsakem primeru, da se pravi, če se odloča potem še enkrat, se pravi, ali je potrjenih teh milijona, ni, da se pač še enkrat na to temo, ali je to danes akta. Pa ali tudi dobimo milijon, ali ne dobimo, ali v vsakem primeru, da se pač potrdi zadeva, ker bojo cene bolj take, kot smo rekli, dela so pač pavšalne. Hvala. Zdaj, itak bo, ko bo pač ta odločitev, bo ta investicija mogla dana biti v rebalans oziroma v proračun za naslednje leto, takrat se te odločalo. Te rekli, gremo brez tistega denarja ali pa ne, a ne. Tako da, kar se tiče tega, da pa ni energetskih sanacij, so pa samo zamaknjene v naslednje leto, ker letos ni realizacije. Besedo ima Alenka Jošnik. Hvala ponovno za besedo. Jaz moram še enkrat reči in poudariti tudi, tako kot je bilo že večkrat omenjeno, da gre tukaj tudi vsa pohvala zaposlenim in vsi, ki ste pripravljali ta projekt, ker je bil rok, jaz pač vem, da je bil zelo kratek. In ko poslušam te razprave, šoli ena ob drugi sta že skozi, kar sem jaz na svetu, smo stavili vedno Toma Brejca in Frana Albrehta skupaj, pa ni bilo nikoli težav. Tudi, ko se je gradila Toma Brejca, so se otroci razselili po celem Kamniku, tako da zdaj razpravljati o tem in potem je najboljše, da se ne prijavimo na nič, samo potem ne sprašujemo ničesar, ne. Vsaka stvar potegne določene stvari za seboj in jaz moram reči, da sem vesela, da ste se odzvali na ta razpis in jaz ga bom vsekakor podprla. Hvala. Hvala. Sam še obrazložitev glede, kje bojo otroci takrat, kaj se bo gradili. Jo, da je pa lučka zasvetla. Tukaj Jože ti sprašuješ, jaz sem prej rekel, da če, ko bomo imeli PZI, bomo imeli realno približen vrednost projekta, a ne, da v tem času lahko še v bistvu tudi znižamo in bomo delali na tem, da znižamo to vrednost, a ne, ker je tudi pač nam visoka, lažje nam narediti z 7,5, kot za 9,5. Takrat, če odstopa od današnje potrje, mi te dokumente danes rabimo, če se hočemo jutri prijaviti na razpis. Če bo odstopala vrednost 20%, ali če se spremenijo viri financiranja, ali karkoli v zvezi s tem, kar vi potrjujete na IPU kasneje, ne, se pravi na investicijskem programu, je treba narediti novelacijo investicijskega programa. Druge dva dokumenta se ne dela novelacije, se pravi DIP pa PIZ ostane tako, kot sta, investicijski program se dela novelacija. Če odstopa 20% vrednost, se pravi plus ali pa v minus, ali če pride do spremembe, se pravi pri časovnici, a ne,
ali pa pri virih financiranja. Se pravi, je višina sredstev, a ne, se pravi investicijskih sredstev, ali je časovnica se spremeni bistveno, ali pa če je več kot 20% odstopanja. Takrat je treba novelacijo sprejeti. To je kar se tiče novega potrjevanja IPA. Kar se tiče pa predstavitve vrednosti investicije, sem pa jaz rekel, da bom predstavil, tako kot za šolo predstavljam pač na poročilu, v vsakem primeru. Se pravi, tudi če bi bilo, ne vem, vse znotraj tega, bi predstavili, koliko je zdaj ta vrednost. Zdaj, to, ki je župan rekel, mi, če bomo dela to dali vlogo, pa če ne bomo pač dobili zadost ali pač karkoli, da so drugega spremenili, pač ne bomo podpisali pogodbe, a ne. Ne bomo sprejeli pač tega, tudi če bo milijon, a ne, če bo ali časovno ne bomo mogli izvesti tega, da se nam bo vmes kaj zastavili, kaj tako. Zdaj, vmes, ko ste razpravljali, a ne, zdaj, ko smo ugotovili Mengeš, pa Trzin, pa Kamnik smo razrešili, zakaj je ta investicijska vrednost višja, kakor pa kaj je bila tam. Ja, če delamo šolsko dvorano, a ne, bo vrednost zagotovo nižja, a ne. Sam potem moramo biti ziher, da se bo tale naredila, a ne. Jaz pa v teh ne bi komentiral naprej, se boste videli, kako se bo to odpeljalo, a ne. Bomo videli, če bo to res vse toliko idealno, kakor se zdajle sliši. Se pravi, vemo, imamo KIK, vemo, kva to pomeni, vemo, kva se v KIK-u v zadnjih 15 letih naredilo, 2,8, spet smo pri 2,8, takrat je šel v stečaj in kva je do danes smo spet 16 let, ne, skozi se nam ene in iste letence pojavljajo. Veste, ni tako, da bo to v kratkem roku in jaz mislim, ko bo tam dol, če bo za 1500 dvorana 9 metrov svetlobe, res je, da ne bo nekaj dodatnih površin, ampak mislim, da pritiska na še eno dvorano, jaz mislim, da ga prav veliko ne bo več. To je ena stvar. Druga stvar, o tem sem tudi včeraj s predsednikom govoril. Oni bi imeli 1/3 dvorane dovolj za trening zjutraj, se pravi fitness, pa 1/3 pa se ne bilo treba benmo voziti. In to jim ni bilo nikoli omogočeno. Ne strani šole, ne s kakšne druge strani. Jaz mislim, da se da, če se spusti zavese, da se da šolsko telovadbo tudi na 2/3 takšne površine izvajati, kakor je danes le. Ker zdaj govorimo, da bo dvorana v bistvu, a ne, ne vem, Ivanka, če se nada, če pravijo, da je mrzla in prazna, imajo pa informacije, da je polna, tako da to se jaz ne spuščal, ampak jaz mislim, da se da. Ker na Duplici imamo pač eno zelo majhno telovadnico, pa smo vse preživeli. Nismo prav v dobre ljudi zrasli, po mojem, ampak preživeli pa smo. Ste. Dobro, zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem. Zdaj, če je samo replika. Kaj? Ja, kam bomo dali otroke, no? To je tako, zdaj, če mi niti DIP-a nimamo, 3 gradbeno dovoljenja imamo potrjene, nimam pa še DIP-a potrjenega, težko govorimo, kam bomo dali otroke. Zato delamo zunanje površine, a ne? Zato, da bomo takrat lahko v bistvu treninge lejte, Natalija, jaz ne vem, kako bomo drugače naredili. V redu, pa ne vem, kam jih bomo vozili. Kje imajo pa, ne vem, na Vranji peči? Kje imajo pa druge? A veste, to je tako, pač, če pol leta nam od tega zdržali, pač pol ne more, pa imamo KIK ali pa kje druge, saj imamo še 1-2 površine, ki jih je treba kupiti, pa se lahko dvorana naredi. OPN se spremeni, pa se lahko naredi to druge tudi, ne. No sej, lejte, jaz sem celo srednjo šolo brez telovadnice preživel. V redu. Lejte, nisem jaz za to, pač nočem izzivati, ampak lejte. Dobro. Jaz mislim, da je bilo na večino stvari odgovorjenih, tako da hvala poročevalcema, hvala tudi za konstruktivno razpravo. Zdaj pa zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik potrdi investicijski program. Aha, SIP, kaj DIP? DIP.
Občinski svet občine Kamnik potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP Nova športna dvorana pri osnovni šoli Frana Albrehta. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 22 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.